Včeraj je vlada Republike Slovenije obiskala Zasavsko regijo. Župani že nekaj časa opozarjajo na zapostavljenost regije, od vlade pa pričakujejo predvsem pomoč pri razvoju infrastrukture. Današnji obisk je bil zame izjemno uspešen. Na eni strani smo se lahko prepričali, da Zasavje počasi, pa zanesljivo, je že našlo pot iz časov premogovništva in težke industrije, je lahko na marsikaterem področju navdih tudi ostalim krajem Slovenije, ima pa Zasavje nekatere zelo očitne strukturne probleme. Najbolj očiten je ta, da se velika večina prebivalstva vozi na delo ven iz Zasavja. In to je ena od stvari, o kateri smo se danes tudi pogovarjali župani na delovnem kosilu. Na eni strani, kako izboljšati infrastrukturo, povezavo, logistiko, da bodo te poti manj časovno potratne, tudi bolj varne. Na drugi strani pa kako pritegniti tudi skozi razvoj turizma in nekaterih drugih dejavnosti več delovnih mest nazaj spet v Zasavje. Jaz verjamem, da bomo, in to je bil tudi dogovor na kosilu, da bomo skupaj pripravili neke vrste razvojni načrt za Zasavsko regijo in s tem razvojnim načrtom tudi skupaj zakorakali v naslednji mandat. Boštjan Šefic, državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah, pa je obiskal Litijo, kjer je bil prisoten na posvetu o popoplavni obnovi v občini Litija. No, danes je bil osnovni namen, da pregledamo tisto, kar je bilo do sedaj opravljeno v teh dobrih 2 letih in da seveda, da se dogovorimo tudi, kako naprej, katere so prioritete v naslednjem obdobju. Lahko rečem, da smo zadovoljni s tistim, kar je bilo opravljeno. Vrsta projektov je že končanih, vrsta ukrepov je tudi zaključenih. Seveda, nekateri se ta trenutek še zaključujejo in bojo do konca leta realizirani. Več časa pa smo namenili predvsem tistim zadevam, ki jih moramo opraviti še do konca tega sanacijskega obdobja, pomeni do konca leta 2028. To je seveda ta most Jevnica-Senožeče, ki je en najbolj obsežnih, bo velik, zahteven projekt. Pogovarjali smo se o tem, kako si bomo razdelili naloge, kakšne so možnosti za zaokrožitev finančne konstrukcije in dogovorjeno je, da še v letošnjem letu ali najkasneje takoj po novoletnih praznikih se ponovno dobimo in razčistimo še nekatere dileme, ki obstajajo. Mislim, da smo zelo realno ocenili, kakšna je popoplavna sanacija in obnova, da smo na polovici, mislim, da smo pristopili na ta prav način v občini Litija, ker smo predvsem želeli, da rešujemo popoplavno obnovo celovito, tako da se tovrstni dogodki ne bi več ob obnovi ponovili na posameznih območjih, hkrati pa, da naredimo tudi tako imenovano obnovo in določen razvoj, ki na nek način pomeni tudi izboljšanje infrastrukture in se pravi povezljivosti, dostopnosti, predvsem pa obnove po se pravi tovrstnih dogodkih ob eventualnih novih poplavah na območju občine Litija.